Pusti. Prid sem, prid. Kje si? Paše, dečko. Veliki dečko, glej ga. Ko paše. Spomnim se, da sem se skotil, ko so se po gozdnih kotanjah ponekod še vlekle meglice, čeprav ni bilo več mrzlo. Sonček je že tako toplo grel, da so bile povsod tople mlakuže in prijetno lepljivo blato, v katerem je tako prijetno čofotati. Imel sem veliko bratcev in sestric. Divje svinje imamo ponavadi od 4 do 12 mladičkov in mamica nas je vedno budno čuvala. Nikoli nas ni izpustila iz vida. V Krdelu je bilo še veliko podobnih družin. In nam, mladičkom, nikoli ni bilo dolgčas. Moj oče je bil vodja Krdela in je bil zelo strog. Večkrat sem bil kregan. Predvsem, ko smo jedli sladko koruzo, je bil še posebej hud, če ga nismo ubogali. Mamica mi je nekoč, ko sem ga še posebej razjezil, povedala, da je pred dolgimi leti, ko je nad vsemi gozdovi še vladala presvitla in pravijo, da pametna cesarica Marija Terezija, ukazala, da morajo nas prašiče iztrebiti. Samo zato, ker imamo gromozanski tek in radi požremo vse, od črvov do sladke mlade koruze ali krompirja. Tisti čas je bil grozen, saj so nas res skoraj iztrebili. In o tem si prašiči pripovedujemo iz roda v rod. Kadar smo se sladkali na poljih, ki jih je obdelal človek, moj oče nikoli ni jedel, vedno je budno stražil. In če smo delali preveč hrupa, smo jih dobili, a nikoli preveč močno. Pravzaprav se očeta, mamice, bratcev, sestric in ostalih ne spomnim zelo dobro. Nažalost so nas že kmalu po mojem rojstvu odkrili ljudje s puškami. In ko je začelo pokati, smo se razbežali na vse strani. Ne spomnim se, koliko časa sem taval po gozdu in jih iskal. In čeprav divje svinje lahko prepotujemo velike daljave in se s klinastim telesom prebijamo skozi najhujše goščave, sem bil še tako majhen, da si še nisem znal sam poiskati hrane. Bil sem zelo utrujen in zelo lačen. In ko sem zagledal hišo in ljudi, sem se jim kar pokazal. Bilo mi je vseeno, če tudi bi me ubili. Nekaj dni sem samo spal in počival. Divji prašiči jemo miši, razne plazivce, želod, podzemne gomolje. V mojem novem domu pa so mi dajali jesti okusne brikete, ki so bili namenjeni psu in mački, da sta me prav po strani gledala. Predvsem mačka me je večkrat našeškala, ampak so me ščetine dobro varovale, da mi njeni kremplji niso prišli do živega.
in nekakšno ovratnico so mi dali okrog vratu, proti zajedavcem. V naravi se proti njim branimo s čohanjem ob debla ali valjanjem po blatu. A ker sem spal v hiši, nisem smel biti umazan. Z mačko sem se poskušal spoprijateljiti, ker sem bil prve dni pri novi družini zelo žalosten. A če bi mi hrano še nekako oprostila, mi tega, da sem zasedel njeno posteljo, ni mogla. Sploh me ni marala. Sem pa dobil novega prijateljčka v psu in skupaj sva ji prav rada nagajala. Kar naprej je pihala od jeze, pa kaj za to. Čeprav sem bil še mlad, sem bil že veliko večji od nje in se me je kar malo bala. Čeprav ji ne bi bilo treba. Nikar ji ne povejte, imel sem jo prav rad, čeprav sem ji nagajal ves čas in jedel njeno hrano. Ko sem si opomogel, so me spustili na travnik. Hej, si sploh ne morete predstavljati, kako sem užival. Čeprav se je tudi kobila jezila name, ker sem ves čas ril po zemlji in iskal črvičke. Je rekla, da ji uničujem vso travo, a se ni zares jezila. Pravzaprav me je imela kar rada. Včasih sva celo malo tekmovala v teku. In Tamarini prijatelji so me obiskovali celo iz mesta. Pa tudi iz različnih časopisov in televizije so prišli. Postal sem pravcati zvezdnik. Bilo je prav lepo. Najbolj mi je bilo všeč, ko so me prišli obiskat otroci. Odkaj je ta hiška? Od pujska. Veš tega pujskota, ker se ga več ne bojim. Veš tega pujskota. Otroci so nagajivi in imajo veliko energije. Z mano so se lahko podili ure in ure, sploh se nismo naveličali drug drugega. Najprej so se me malo bali, a smo se kmalu spoprijateljili. In otroci se tudi niso utrudili tako hitro, kakor odrasli. Včasih so mi tudi pomagali kopati luknje in brskati za deževniki. Deževniki so bolj okusni od mačje hrane, ste to vedeli? Ampak, kadarkoli smo skupaj rili po zemlji, so se njihovi starši zelo jezili, ker so bili ponavadi še bolj umazani od mene. Name pa se Tamara ni nikoli preveč jezila. Samo oprati me je morala, preden sem spet lahko šel v hišo. Meni je bila voda vedno všeč. Otrokom pa ne, vsaj tako so mi povedali. Potem sem nekega dne opazil, da moja progasta pižamica počasi izginja. Pa rasel sem. Začeli so mi poganjati čekani in redil sem se. Kadar sem skočil na kavč, so vsi zatisnili ušesa, so mislili, da se bo kar zrušil. Luknje v travniku so začele postajati globlje, da si je kobila enkrat skoraj nogo zvila. In čeprav ni nič rekla, mi je bilo vseeno žal. Ampak kaj, ko je tako lepo riti po zemlji? Ste vedeli, da nam divjim svinjam okli rastejo celo življenje? Uporabljamo jih kot orožje in kot orodje. Vsa drevesa na vrtu sem olupil, pa so me vseeno še vedno srbeli.
Za orožje jih pa nikoli nisem uporabil. Ni bilo potrebno. Samo mački sem večkrat zagrozil z njimi. Kar tako, malo za hec. Postalo mi je tudi dolg čas. Zelo sem pogrešal družbo drugih divjih svinj. Vse je bilo pri Tamari zelo lepo in zabavno, ampak svojo vrsto sem čedalje bolj pogrešal. In čeprav sem bil zelo žalosten, smo se nekega dne odločili, da je boljše, če se preselim v park, k drugim prašičem. Tak majhen gusti si bil, ne? Tako mečken. Jaz pa tak dec. Jaz pa tak dec. Jaz pa dečko in pu. Danes mi ni nič žal. Tamara me velikokrat obišče, vedno mi prinese kaj dobrega za podzob, sam sem pa že tako velik, da sem postal vodja krdela. Moji okli so največji od vseh, čeprav mislim, da jih sploh ne bi znal uporabiti za pretep. Samo tega nikar nikomur ne povejte. Imam tudi že svoje otroke. Mar niso lepi v teh njihovih progastih pižamicah? Nanje zelo skrbno pazim. Čeprav v naš park lovci nimajo vstopa. Samo ljudje s sladkarijami lahko pridejo.